Lepo pozdravljeni v najinem SŠSB studiu. To šolsko leto smo bili dijaki kot vsako leto do zdaj zelo pridni in delavni. To pa drži kot pribito. Če vas zanimajo vse čarobnosti, ki so se zgodile letošnje šolsko leto, glejte naprej. Že sam začetek šolskega leta je prinašal neko novost. Zamenjalo se je namreč vodstvo naše šole. Krmilo naše SŠSB ladje je prevzel magister Marjan Kampuš. Vse dijake nas je zelo zanimalo, kako se spopada z novo pozicijo, zato smo z njim naredili ekskluzivni intervju. Pa poglejmo, kaj nam je zaupal. Danes sem tukaj z gospodom ravnateljem, magistrom Marjanom Kampušem. Najlepša hvala za vaše sodelovanje. Torej, kaj zdaj, ko ste postali ravnatelj, najbolj pogrešate in kaj najmanj? Najbolj delo v razredu z dijaki, ker sem se res med njimi dobro počutil. Najmanj pa administracijo, ki je povezana s tem delom učitelja. Ali je bil prehod na novo funkcijo zahtevnejši, kot ste mislili, da bo, ali ste že bili privajeni na to? Malo sem že bil privajen, glede na to, da sem 2 leti opravljal delo pomočnika. Zagotovo pa je veliko novih izzivov vsakodnevno, s katerimi se srečujemo. Tako da je po svoje zahtevno, hkrati pa tudi izziv. Torej, omenili ste te nove izzive. Kako se pa vi sami spopadate z njimi? Skupaj s sodelavci iščemo najboljše rešitve za to, da jih nekako rešimo in da skupaj najdemo nekaj pot, po kateri bomo šli. Torej, pri tem vam pomagajo vaši sodelavci. Zdaj pa osebno, ali mislite, da se vaš odnos z njimi, ko ste postali ravnatelj, spremenil? Je bolj drugačen kot takrat, ko ste bili profesor in podravnatelj? Zagotovo je drugače. Že takrat kot pomočnik sem opažal v bistvu, da je drugače, ker na vse zadnje si tisti, ki razporejaš delo in lahko vplivaš na njihova čustva. Kot ravnatelj še toliko bolj, ker v končni fazi tudi imaš neko odgovornost do tega, je zadaj tudi, so družine zadaj in ljudje in zagotovo je drugače, čeprav si jaz sam osebno ne bi želel, da se korenito spremeni. Dejstvo pa je, da funkcija ravnatelja prinaša neko moč, avtoriteto, spoštovanje, ki ga tudi zaposleni na vse zadnje izkazujejo. Če bi pa lahko šli nazaj v čas, ali bi se ponovno odločili, da bi kandidirali za pozicijo ravnatelja ali ne? Če bi ta bil čas v tem okolju, v katerem smo trenutno, zagotovo za kako drugo okolje, kjer bi ravnateljeval, se pa verjetno ne bi odločil. Niti takrat, niti zdaj. Torej, vidim, da imate našo šolo res radi. Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost naše šole? Jaz bi si želel, da so na šoli dijaki, ki so ustvarjalni, ambiciozni, inovativni, kjer razvijajo svoje potenciale v vseh možnih pogledih, da jih pri tem učitelji podpirajo, da nudimo res celostno obravnavo podporo dijakom, da se učitelji tudi izobražujejo, prilagajajo trenutnim situacijam in da res ostajamo šola s posluhom, ampak hkrati tudi ustvarjamo spomine večne, ki jih potem dijaki odnesejo v življenje. Takšne šole bi si želel. Tako kot je ravnatelj omenil v svojem intervjuju, je na naši šoli uvedel že mnogo novosti. Ja, ena izmed teh je tudi tematska kuhinja. Točno tako. Vsako sredo dijaki pokušamo hrano iz vsega sveta. Ej, Ema, kako pa smo sploh prišli na to idejo, da bi začeli s tem? Špela, a veš, da ne vem. Sem pa prepričana, da je novinarski krožek zagotovo o tem naredil kakšen prispevek. Pa poglejmo. Na področju šolske malice je letošnjo šolsko leto nastala novost, to je tematska kuhinja. Vsako sredo je bila malica drugače obarvana. Poskusili smo kulinariko iz različnih držav. To so bile mehiška, ameriška, grška, mediteranska, seveda pa smo tudi poskusili naše domače dobrote iz Prekmurja. Poleg jedi iz drugih držav pa smo tudi imeli še druge zanimive teme. To sta bili zeleni dan in sadno-zelenjavni dan. Vse te dobrote so nastale pod rokami naših kuharic. Kako pa je vodstvo prišlo do te ideje? Ideja o tematskih dnevih oziroma tematskih sredah je nastala v sodelovanju z vodstvom šole, Srednje šole Slovenska Bistrica in pa z vodstvom podjetja, ki vam izvaja prehrano na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Povezala sta se profesor oziroma ravnatelj profesor Kampuš in pa naš direktor, gospod Steinfelzer Gregor. Kdo izbira menije, vi ali dijaki, in ali se vam zdi, da je ta dan popularen med dijaki? Menije izbiram v tem trenutku, predlagam jaz.
dam jih sestavim, dam jih v vpogled vašemu vodstvu šole in pa direktorju oziroma vodstvo podjetja Vitejo, Slovenska Bistrica. Moji prvi vtisi so mešani, zelo mešani, glede na to, da bom pa rekla, da dijaki ne kažejo odziv, ampak, to je vredno poudariti, zelo velik odziv kaže kolektiv zaposlenih Srednje šole Slovenska Bistrica. Oni se zelo v velikem številu odzivajo na te tematske srede. Ali je malice za ta dan težje pripraviti kot za druge? Malo težje je, zato ker se kar veliko stvari pripravi na sami lokaciji kuhinje v srednji šoli. Določene stvari sicer prihajajo iz naših obstoječih prehrambenih obratov. Težava je samo s tem, ker se poskušamo čim bolj držati te tradicionalne, ne vem, recimo prekmurske, prav držati, ne zdaj bomo primer, mehiška hrana, ne tam gledamo, ampak se izogibamo, da vam ne bomo toliko teh jalapeno čilijev pa tega dali, ker ne vemo, ne, kaj se bo tu dejansko dogajalo. Ja, je, kar bom jaz rekla, ni enostavno, no. Ali se bo ta dan pripravil do konca šolskega leta? Za enkrat, koliko smo se pogovarjali z vašim ravnateljem, profesor Kampušem, ja, bo šel verjetno do konca šolskega leta, bojo te srede ostale, ja. Novosti je mnogo, a še vedno ostajamo zvesti starim navadam. Ja, ena od teh je tudi frizbi. Naše frizbiračke so vsako leto zelo uspešne in letos ni bilo nič drugače. Ja, le da letos so se dijaki še pridružili. Pa poglejmo, kaj so račke počele letos. Slovenska Bistrica se lahko pohvali z eno izmed najboljših, če ne celo najboljšo ekipo v Sloveniji, Rubber Duckies. Sestavljena je iz mnogih bivših in sedanjih dijakinj in dijakov naše šole. Tudi letos se lahko pohvalijo z mnogimi dosežki. Namreč letos so Rubber Duckies dosegle naslov državnega prvaka v mešani in moški kategoriji, ženska kategorija pa drugo mesto. Sodelovali pa so tudi na turnirjih izven šole. Eden je bil v Gradcu v Avstriji, drugi turnir EUCR pa na Češkem. Letos pa so prvič izvedli mladinsko državno prvenstvo v dvorani, drugič pa tudi osnovnošolsko tekmovanje na travi. Kaj te je navdihnilo za treniranje tako zanimivega in v Sloveniji predvsem nepoznanega športa? Frizbi je nekaj drugačnega, ko sem ga spoznala. Na igrišču lahko igramo tako fantje kot tudi punce skupaj mešano. V frizbiju pa dejansko ni sodnikov. Pomeni, da si moramo sami med sabo soditi in tako spodbujamo nek fair play, kar je pa pač zelo dobro v športih. Kako dolgo pa že treniraš frizbi in si s treniranjem frizbija pridobila kakšne nove spretnosti, če si, kakšne? Frizbi treniram od septembra oziroma oktobra 2019, to pomeni, da bo zdaj počasi že 5 let. Začela sem ga v prvem letniku srednje šole, tukaj v Slovenski Bistrici. Drugače, dobra lastnost frizbija je ta, da je zelo atletsko, mislim, potrebuješ kar nekaj atletskih spretnosti, saj z hitrim spreminjanjem smeri na igrišču tako pač probamo se odkriti pred obrambo. Drugače pa pri frizbiju je tudi zelo dobra stvar ta, da veliko potujemo na mednarodne turnirje, tako da sem pač bila že na primer na Irskem, na Nizozemskem, na Češkem, Poljskem in tudi v sosednjih državah. Dijaki se seveda zavedamo tudi pomembnosti Evropske unije in vsega, kar nam nudi. Zato imamo na naši šoli tudi krožek z imenom Eurošola. Letos so tako kot vsako leto do zdaj pripravili Dan Evrope. Letošnja tema pa je bila Belgija. Dijaki so pripravili igre, hrano, Kahoot in fotokotiček, vse teme pa so bile povezane z Belgijo. Wow, to pa se ni zelo zabavno. Pa poglejmo, kako je Dan Evrope potekal letos. V sklopu projekta EPAS imamo na šoli krožek Eurošola, zaradi katerega ima naša šola naziv šole ambasadorke. Krožek dijake z zabavnimi delavnicami ozavešča o Evropski uniji. Vsako leto na šoli obeležujemo Dan Evrope, 9. maj, tema je predsedujoča država, letos torej Belgija.
Na ta dan člani krožka in ITS družboslovja skupaj pripravijo različne zabavne delavnice o Evropski uniji in predsedujoči državi, ki se jih udeleži cela šola. Ob koncu projekta pa se evrošolarji odpravijo v Ljubljano na slavnostno podelitev priznanj. Ej, Špela, a veš, česa sem se pa jaz najbolj veselila, ko sem prišla na srednjo šolo? Ne, Ema, ne vem, česa si se najbolj veselila. Ja, izmenjav! O moj bog, samo res. Najbolj fajn je to, da imaš toliko izbire. Ja, se strinjam. Pa koliko vem, imamo ravno zdaj naše prijatelje iz Španije tukaj. Ja, res je. Pa poglejmo, kako se imajo. Srednja šola Slovenska Bistrica je vključena v program Erasmus+, kjer lahko naši dijaki potujejo po drugih srednjih šolah v Evropi, hkrati pa tudi dijaki izven Slovenije pridejo k nam. Tudi letos smo gostili naše prijatelje iz Nemčije in Srbije, za na konec leta pa so prišli še Španci. Ti so pri nas preživeli zadnji teden šole, kjer so si ogledali Slovensko Bistrico, od gradu pa do samega Impola, naše glavno mesto, slovenski biser Bled in naše najstarejše mesto Ptuj. Sodelovali pa so tudi na naših igrah brez meja na športnem dnevu v bazenu. Veš, Ema, moram ti pa povedati, da si danes zelo lepo oblečena. Joj, Špela, hvala ti. Ti tudi. Veš, pogosto gledam, kako lepo so urejeni naše dijakinje in dijaki. Ja, res je. Tudi profesori so zelo urejeni. Pa veš, da imamo tudi o tem prispevek? Poglejmo si ga. Kaj imaš danes oblečeno? Danes imam obute Nike papuče, Hubway in Fashion majico. Kaj imaš danes oblečeno? Adidas natikače, in hlače, pa njerke, romanco, črno majico, Festina uro, pa ribico s krstom. Kaj imaš danes oblečeno? Suknjiči iz Galileja, hlače tudi iz Galileja, pa čevlji Geox, kako vemo, isti. Kaj imaš danes oblečeno? Ja, danes sem oblečen tako malo bolj, preko vsakodnevno športno. Čevlje imam ene tako pohodno športne, potem hlače, ki so iz džinsa, pa eno tako lahko majico. Kaj imate danes oblečeno? Jaz imam danes oblečeno majico, ki sem si jo sposodila od sestre in pa pače. Jaz imam črnito in krivo. Kaj imate danes oblečeno? Bele olstarke, hlače, majičko in srajca. Vse iz Zare. Kaj imaš danes oblečeno? Oblečeno imam temno modro zarjeno majico, take svetle zarjene hlače, pa Tommy Hilfiger čevlje. Četrtih letnikov pa ni bilo nič na šoli, da bi jih posneli? So bili, samo se veš, zdaj je matura, pa so vsi pod pritiskom, pa stresom, pa saj veš, kako je. Ja, še dobro, da je novinarski krožek naredil anketo na temo o stresu. Mogoče pa tudi maturanti dobijo kakšno idejo, kako se soočiti s stresom zdaj, ko imajo maturo. Mogoče pa res, ali pa tudi vi. Poglejmo si ga. V bistriški srednji šoli se lahko devetošolci vpišejo v 4 različne smeri srednješolskega izobraževanja. To so ekonomski, metalurški, trgovski in gimnazijski. V anketi so odgovarjali dijaki in dijakinje od 1. do 4. letnika iz različnih programov. Njihovi odgovori so se med seboj kar razlikovali. So pa vsi povedali o tem, kako se soočajo s stresom in tudi podali nasvete za njihove mlajše vrstnike. Ali ti šola povzroča veliko stresa? Seveda. Kako se z njim soočaš? Grem na sprehod ali meditiram ali se družim s prijatelji, odvisno od kako velik je ta stres. Kako se s stresom soočaš? Ja, ne vem, grem na sprehod, na treninge, pa kaj takega. Ali ti šola povzroča stres? Ne. Kako to? Kako da ti šola ne povzroča stresa? Ja, razmišljam o drugih stvareh, pa spim. S stresom se osebno soočam tako, da grem naprimer v fitness ali na kakšen sprehod. Po drugi strani pa tudi si med učenjem včasih vzamem kakšno pauzo, pogledam kakšen film, kakšno serijo in tako dejansko potem lažje preživim te stresne dni. Ali ti šola povzroča stres? Ne. Kako to? Ja, pravi cajt se začnem učiti, pa nimam neke potrebe, da je imel prav dobre ocene. Kako pa se ti soočaš s stresom, Špela? Jaz pa se sproščam z glasbo. Veliko naših dijakov se sprošča z glasbo, predvsem ko sodelujejo pri naši prireditvi božično novoletni koncert. Pa si poglejmo, kako je ta potekal letos. Vsak december na šoli poteka tradicionalni božično novoletni koncert.
Prireditev v sodelovanju s pevskim zborom in šolskim bendom pripravijo naši dijaki in profesorji. Koncert si v času pouka ogleda cela šola, kasneje pa ga uprizorijo še enkrat za ostale gledalce. Tudi letos ni bilo nič drugače. Predvidevamo, da bo scena pripravljena v ponedeljek. Računamo, da začnemo tam okrog 11. O čem pa sploh govori zgodba božično-novoletnega koncerta? Zdaj smo z gospodom Obruvom pravzaprav posegla v čas stare Jugoslavije, v čas babic, dedkov in skušala pravzaprav preplesti vse skupaj z nekimi moralnimi vrednotami, ki naj bi jih vseeno imeli današnji mladostniki, pa ki jih pravzaprav prepoznavamo kot univerzalne. Upam, da vam bo všeč. Zdaj navdih smo našli v vsakdanjem življenju, vsem to, kar nas obkroža. Srečujemo se dejansko s pomanjkanjem časa, s pomanjkanjem medčloveških odnosov. Ljudje so, predvsem otroci, dijaki, so preveč na tehniki in to smo skušali pokazati, da mogoče je še kaj drugega v življenju. To in še več se je dogajalo letošnjo šolsko leto. Ja, to leto je res bilo zanimivo in polno dogodivščin. Za konec pa si še poglejmo intervju z našo nekdanjo ravnateljico Ivo Pučnik-Kozimič. Dober dan, danes sem tukaj z nekdanjo ravnateljico, gospo Ivo Pučnik-Kozimič. Prvo najlepša hvala za vaše sodelovanje danes. Z veseljem. Torej, Srednjo šolo Slovenska Bistrica ste vodili dolga leta, vse od njenega začetka. Kakšen pa je zdaj vaš vsak dan po upokojitvi? Ja, težko je verjeti, ampak vsak dan je podobno poln, kot je bilo prej, kot sem bila še zaposlena. Se pa res, da začenja veliko bolj mirno, z jutranjo kavo in prebiranjem novic, pa kar pogosto kavo s svojo mamo in sorodniki. Potem pa seveda še druga običajna opravila, kot že do sedaj, to so gospodinjski nakupi in kuhanje in podobne stvari. Je pa res, da so dnevi mirnejši, da mi kak dan manjka še kaj adrenalina, ki sem ga bila vajena prej, ampak to zdravju ne škodi. Torej vidim, da vam res ni dolg čas zdaj. Kaj pa najbolj pogrešate? Ja, mislite na službo dosedanjo? Ja, ta nemir in vrvež šole, to je res. To me je vedno navdajalo z energijo. Vaša mladostna energija, dijakov in dijakinj, pa prijaznost tudi sodelavk in sodelavcev, dobre ideje, mnogi predlogi, čudovite prireditve, ogromno ustvarjalnosti, ki jih dijaki te šole premorete. Je pa res, da upokojitve seveda ne obžalujem. Končno je bil čas za spremembo na šoli, pa tudi pri meni in je zdaj čas za lepe spomine. Torej, prej ste omenili, da imate zdaj bolj mirno življenje, potem tudi več prostega časa. A ste se mogoče zavzeli za kakšen poseben konjiček zdaj? Ali... Pravzaprav namenjam več časa stvarem, ki sem jih želela početi že prej, ampak v veliko manjši meri. Tako da več berem, več se sprehajam in sploh gibam v naravi. To mi je krasna možnost, to je krasno okolje. Zelo sem navezana na gozdove, na Pohorje in to našo prelepo okolico. Ja, kot sem omenila, več je tudi druženja s prijatelji. Namen pa imam izboljšati znanje angleščine. Nikoli nisem bila posebej dobra v tem, pa tudi kar nekaj sem že pozabila, ker jo premalo aktivno uporabljam. Pa kakšno daljše potovanje in podobne stvari, kot so pač vedno skrite želje upokojencev. Torej, rekli ste, da same upokojitve ne obžalujete, ampak vseeno, ali vam je bilo težko predati krmilo nekomu drugemu? Delo na Srednji šoli Slovenska Bistrica sem z veseljem predala in s hvaležnostjo in z velikim zaupanjem. Vem, da bo sedanje vodstvo Srednje šolo Slovenska Bistrica vodilo odlično tudi naprej. Že zdaj spremljam nekatere dobre spremembe, sem navdušena nad njimi in to me bo razveseljevalo tudi v prihodnje. Pa seveda moramo omeniti tudi
povezan in zelo predan kolektiv profesorjev in profesoric. Vse to bo skupaj z vašo mladostno energijo odlična popotnica Srednji šoli Slovenska Bistrica tudi v prihodnje. V redu, torej vsem dijakom ste že skozi celotno vaše delo vedno zaželeli neke lepe, spodbudne misli. Bi še radi sami dijakom zaželeli kaj? Ja, odkar imam manj skrbi, se mi veliko takih pozitivnih misli in dobrih želja poraja in teče skozi moje misli. Res se mi zdi zelo dragoceno, da bi šola bila vredna za vsakega od vas, da bi res bila na nek način drugi dom. Čeprav vem, da se to precej klišejsko sliši, pa je to lahko res prostor radovednosti, zanimivosti, ustvarjalnosti, seveda tudi trdega dela, ampak upam, da tudi veselega druženja in zabave marsikdaj. In šola pač je pomemben element, ki pomaga pri doseganju ciljev vsakega dijaka posebej. Zato se mi zdi, da pa so bremena, ki jih prenese, kot sem omenila, lahko veliko lažja, če na šolo gledamo kot na en pozitiven prostor. Želim si tudi, da bi ohranjali še naprej dejaven odnos do okolja, tega našega čudovitega sveta, v katerem živimo, da bi cenili državo Slovenijo. Nekateri to označujejo kot nacionalizem, kadar se to izraža. Jaz pa menim, da je to dragoceno domoljubje, ki ga potrebuje vsak državljan vsake države in mnoge države tudi zelo skrbno gojijo to. To je namreč, to daje varnost in smiselnost našim, potem je prostor za lepo slovensko besedo. Sicer pa, da ne bo preveč naukov, želim vam, da se znate veseliti drobnih stvari, tudi malih dosežkov, da vam uspe dobro prenašati poraze, tudi ti pridejo kdaj, ampak zadovoljstva je, če ste zavzeti, vedno veliko več kot problemov. In vam vsem želim srečno tudi v prihodnje. Najlepša hvala za vaš čas. Najlepša hvala, nekdanja ravnateljica, za vse, kar ste za nas storili in za vse modrostne misli, ki ste nam jih podali tekom našega šolanja. Vam pa želimo vso srečo na vaši novi poti. Mi pa se vam zahvaljujemo, da ste nas danes spremljali in vam želimo lepe počitnice ter se vidimo septembra. Se vidimo!